Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji V svetu odraslih na BKTV. Danes bomo spoznali Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Maribor, ki se že vrsto let uvršča v sam vrh tako slovenske kot evropske gostinske in turistične stroke, ter piše zares lepo zgodbo. Ta šola se ponaša tudi z edino fine dining restauracijo, ki je šolska restauracija v Sloveniji, z restauracijo 7, ki z vsemi medaljami, globalnimi partnerstvi in prestižnimi praksami v Evropi kot ena najuspešnejših Erasmus Plus šol ustvarja zares prave poti za študente, ki jih vodi v svet 5-zvezdičnih hotelov in vrhunske gastronomije. V zadnjem delu leta 2025 so njihovi študentje dosegli zares izjemne rezultate in odlične uspehe, zato vam ne bo žal, če nas spremljate še v nadaljevanju oddaje. Z nami pa sta najprej Sebastian Plevčak, šef restauracije in mentor, ter Pia Frescher, ki je konec novembra zares dobila prestižen naziv druge najboljše mlade šefinje Evrope 2025. Oba gosta prav lepo pozdravljam. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Dobrodošla, draga gostja. Sebastian, najprej za vas vprašanje kot za šefa. Prvo morda, koliko časa že vaša restauracija 7 deluje in po vseh teh letih, kako se vam zdi, da ta koncept, ki ga imate, dviguje raven izobraževanja pri vas? Naša restauracija dejansko obstaja že 10 let. Jaz sam v njej že delujem 8, tako da nisem glih od samega začetka, ampak ja, lahko bi rekli, da je neki plus za naše študente, za pač konec koncev tudi generalno mogoče za Maribor, ampak sploh za mlade, da imajo priložnost sodelovati, pomagati in dejansko soustvarjati zgodbo restauracije 7. Tako da bi lahko rekli, da na nek način, ker izobražujemo kader, katerega pač z največjim veseljem po končani praksi pošljemo v svet, do ponove izkušnje in tako dejansko lahko gradijo znanje prvo pri nas, potem pa še v svetu. Kaj so tiste posebnosti, ki jih opažate, recimo, da so tu pri delu z mladimi v vaši restauraciji, ki jih prej na vaši predhodni karieri niste imeli? Posebnosti ali pa izzivi ali pa tudi lepe, dobre stvari? Pa če se vedno rad pohecam, da na nek način smo mi pol profesionalna restauracija zaradi tega, ker mi delamo z 100 študenti letno v strežbi in kuhinji nekje skupaj in so študenti velik del te restauracije. Brez dejansko študentov, torej dejansko brez mentoriranja iz naše strani do študentov, ta restauracija ne bi mogla delati v takšnem obsegu in na ta način, kot zdaj deluje. Ker generalno je število zaposlenih takšnih, da sami te zgodbe ne bi mogli peljati naprej. In to je ta posebnost, da je ta del, študentski del te restauracije, gonilna sila, katera konec koncev nam daje neko motivacijo, da se še učimo naprej, da nadgrajujemo in konec koncev vso znanje, ki ga mi dobimo, da ga dejansko damo dalje. Pri takšnem delu za študente, naprimer, kaj so tiste ključne prednosti, na katere ste kot šef restauracije ponosen in katere bi si recimo vi želeli imeti, ko ste se vi uvajal v ta poklic? Pač jaz vedno pravim, da naše poslanstvo je bolj kot ne dvoje. Navdušiti mlade za naš poklic in konec koncev zadovoljni gostje. In tudi vzdušje in predaja znanja, recimo v naši restauraciji, mogoče poteka malenkost drugače kot nekje, ker mi se dejansko konstantno ukvarjamo, da lahko vzdržujemo ta nivo, ki ga ima restauracija, z študenti, za predajo znanja in generalno ne skrivamo nič. Mi smo dejansko kar ena taka odprta knjiga in vso znanje, vsi recepti so na razpolago študentom. Seveda pač v tem primeru, da so oni te spužve, ki pijejo to znanje in mislim, da to pač tista neka posebnost, ki je naša restauracija, našega procesa dela in konec koncev tega vsega skupaj.
Sebastian, mnogim ste tudi mentor, vključno s Pijo in njenim minulim uspehom. Kako vidite to svojo mentorsko vlogo? Kaj vam pomeni? Kaj so izzivi? Vse tako smo se že generalno prej pogovarjali. Pač mentorstvo je na nek način poslanstvo. Lahko si dostikrat ti vrhunski šef, vrhunski na svojem področju, ampak to še te ne naredi dobrega mentorja. Jaz generalno gledam, da mentorstvo te naredi ta neka dostopnost, ta želja po predaji znanja, da te dejansko mentorstvo izpopolnjuje. Niti ne toliko, pač dostikrat je, zakaj moram pa jaz uvajati? Zakaj moram jaz biti mentor? V marsikaterem podjetju. Nam v restavraciji 7, pa konec koncev na šoli z vsemi ostalimi zaposlenimi, pa je to na nek način naše poslanstvo. In nas na nek način dopolnjuje in na ta način lahko mentoriramo kot pač vse te mentorirance, študente in konec koncev Pijo, da lahko dosegajo v svetu takšne rezultate, kot jih je dosegla tudi Pija. Res lepo poslanstvo in vidi se, da ga z vsem žarom in predanostjo upravljate. Morda še vprašanje glede prakse. Ne vem, v kakšni meri mi lahko konkretno odgovorite na to vprašanje, ampak naprimer mladi, ki se odločajo za vašo šolo, kako bi jim opisali prakso pri vas? Zakaj je praksa pri vas še posebej dobra? Mogoče bo to tudi vprašanje potem za Pijo, ampak ja, ali pa Pija lahko tudi kar vi, ja? Ena posebna izkušnja, ki je pač, ko greš izven šola na prakso, ne doživiš na isti način, ker vseeno se pouk povezuje potem tudi s prakso v 7-ki in v bistvu ti že dosti osnov, ki jih potem uporabljaš spodaj v restavraciji, dobiš že pri pouku in je dosti lažje povezovati, uvajati, se nekaj naučiti. Tudi pač teoretični in praktični del sta ful povezana, ne glede na to, če je to pri pouku ali restavraciji. In se mi zdi, da pač naredijo med tem pač tudi šef, ni samo mentor, nas tudi uči pri pouku, ne samo v restavraciji. In se mi zdi ful dobro, da pač imamo pri pouku določene zasnove, ki potem jih pridemo dol v restauracijo in jih pač v tistih urah prakse še samo dogradimo in pač se naučimo. Pa tudi ful je fajn, da res nič ne skrivajo. Če pač si zagnan, si želiš nekaj doseči, je v bistvu šola tista, ki ti da to z največjim veseljem in te pač popelje v tujino na tekmovanja in ja, to je najboljše, se mi zdi. Odlično. Hvala, Pija, da smo iz prve roke dobili te zanimive informacije. Sebastian, vprašanje še za vas. Naprimer, naša oddaja v svetu odraslih je seveda v prvi vrsti namenjena mladim, pa večkrat se mi zdi, da mlade tako malo pokritiziramo. Verjamem, da včasih tudi krivično. Kako vi vidite njihov pogum, njihovo ustvarjalnost, njihovo, ne vem, željo po neki vrhunski gastronomiji, po delu? Mislim, želja je skoraj konstantno tam. Ampak je problem, da pač nekdo jo še mogoče ni našel ali pa mu ni bila predstavljena na pravi način. In dostikrat se vidi, recimo prvi letniki, ko pridejo malo z strahom do nas, tem strahom, spoštovanjem se ne sprostijo in ne upajo dostikrat, ne vem, odkrivati nekega znanja, ki ga mogoče tudi mi ponujamo in vse skupaj. In potem se zgodi nekako ta prvo pouk na šoli, potem praksa v 7 in potem iz te prakse gredo delati tudi drugam. Ne naredijo v celem letniku vso prakso v 7. Grejo še drugam v gospodarstvo, v druge restauracije, hotele, pač kamorkoli, ne? In potem se zgodi drugi letnik. In pridejo dostikrat za čisto neko drugo motivacijo, z drugo zagnanostjo, videli so že malo kulinaričnega sveta, vidijo recimo, koliko znanja lahko dobijo na šoli oziroma koliko so ga dobili v enem letu in grejo potem drugam delati, vidijo, da pač lahko konkurirajo marsikomu dejansko v gospodarstvo in pridejo nad šolo in to znanje, ki so ga oni dobili tekom pouka, prakse v 7, prakse pri delodajalcu, da še mi to njihovo znanje v drugem letniku nadgradimo, da še jim peljemo nekam drugam,
pač kot mentaliteta, kot dejansko znanje, kot tehnika, kot vse skupaj, ne, se to znanje v drugem letniku še nadgradi. In potem začnejo oni spoznavati, se zaljubljati v ta poklic, pa vidijo pač, da nekaj pa res lahko ustvarijo in da generalno, mogoče se res zdaj tako bo slišalo, so kulinarično močni, so nekaj več, kot so prišli na začetku. In to je ta motivacija, ko mislim, da tudi njih žene, da pač ta preskok iz prvega letnika, pouka, prakse v 7, pri delodajalcu, ko pridejo v drugi letnik, vidijo, koliko je dejansko jim znanje, pa motivacija, pa vse skupaj zrasla, da se lahko kosajo nekako v dejansko gospodarstvo v svetu, ko grejo ven. Ne. Je pa seveda razlika, vedno pač se pogovarjamo, ta motivacija, ko imaš ti v prvem letniku, pa potem motivacija v drugem. Pač, če ti sam kot oseba, kot študent to ne nadgrajuješ, tudi mogoče, da greš nekaj jesti, da pač nekaj greš probati tudi na privat način, da ti ne živiš gostinstva, je dostikrat dosti težje. Ko pa ti enkrat povzameš, da pač greš nekam v restauracijo ali pa gostilno ali pa pač karkoli povezano z gostinstvom, turizmom in to ti začneš dojemati kot tvoj poklic in začneš biti pozoren na neke stvari, kdo kaj prav dela, kdo kaj kak dela, ne? Kak bi jaz mogoče to uporabil, kak bi jaz to mogoče naredil. Ne? Ko začneš tako razmišljati, začneš uživati v tem poklicu. In se vsakič vedno nekako bolj zaljubiš, vedno bolj te potegne cukne, ne? In potem pač je vse odprto. Ja, super, se pravi, gre za en tak res lep in zanimiv proces skozi vsa leta izobraževanja pri vas in potem na koncu lahko dobimo tudi take čudovite rezultate PIA, kot je vaš. Povejte nam, kdaj ste tekmovali, kako je izgledalo to vaše tekmovanje, kako ste osebno doživeli to izkušnjo? Pred dobrima 2 tednoma, torej od 24. do 28. novembra v Španiji, v Barceloni. V bistvu pa tam smo bili 4 dni, tekmovalo se pa dejansko 2 dni, potem je bila še podelitev, 3. dan po tekmovanju. V bistvu prvi dan je cela fora tega tekmovanja je v bistvu, da ti pripelješ tudi sestavine vse od doma. Da oni sodniki lahko res izkusijo tudi, ker vsi vemo, da glede na podnebje države stvari varirajo in je njim bilo tudi ful pomembno, koliko sestavin smo mi od doma prinesli. Tako da ja, prvi dan smo začeli z tradicionalno jedjo, moja je bila pohorski pisker. Drugi dan pa je v bistvu potekalo tekmovanje z inovativno jedjo, ki je pač vsak od nas tekmovalcev je vadil s sestavo sam, s pomočjo mentorjev seveda, in potem predstavo pred sodniki. Po času kuhanja pač vse je bilo časovno omejeno, natempirano, tako da smo res mogli biti kar na čas vezani in prisotni. Kakšna je bila konkurenca? Jaz bi rekla, da kar močna. Bilo nas je vse skupaj 9 iz evropskih držav. Bila so Malta, 2 sta bila Španije, Portugalska, Hrvaška, Italija, Grčija, Slovenija. Ja, tako. Odlično. In pa tu bi še jaz rad pripomnil, da glede pač pohorskega piskra, tradicionalne in potem dejansko te inovativne, je bil tudi del tekmovanja video, v katerem se predstavi dejansko tak na nek način kratko, pač en kuharski video, v katerem se pač predstavi regija in dejansko pol kot pohorski pisker, tudi PIA in pač da zaokroži ta jed z enim takim video vodičem. Ja, v bistvu je bil video tudi del tekmovanja in ocenjevanja, tako da ja, je v bistvu imel kar neko vlogo. No. Pa tudi potem te videe, kjer so bili dovolj dobro zrežirani, so tudi prijavljali na Food Film Festival 2026. Da tudi naš video je prijavljen na to tekmovanje. Se poteguje še za nove nagrade. Ja. Pohorski pisker, recimo, da nam je jasno, kako izgleda, ampak kako je pa izgledal tisti vaš drugi dan, ta inovativna jed? Kaj ste pripravili? Ja, v bistvu je
vse je bazirano na lokalnih sestavinah, lokalnih pridelovalcih, torej da povezujemo skupnost in na trajnostnem razvoju, kar je tudi v bistvu ta vodilo te organizacije, ki pač organizira to tekmovanje. Je pa v bistvu filozofija Piskra je bila ista, torej da se pač na koncu poje z žlico, s tem, da je bilo sestavljeno iz 3 različnih krožnikov na leseni deski. Vse, kaj je bilo na vsem, čemer so bile jedi postavljene, je bilo ročno delo. Krožnik od Roy Potter in Janko Roja iz Malečnika, les od Rafael Wood Crafts. V bistvu ti izdelki, zraven je bil še steklen čajnik, so v bistvu predstavljali 3 elemente pohorja. In v bistvu je tudi cela zgodba predstavitve jedi povezovala 3 elemente pohorja, tako da je v bistvu tudi cela zgodba zaokrožila. Je pa v bistvu v glavnem krožniku bil jelen z ječmenom papiro. V bistvu vse sestavine, ki smo jih videli v pohorskem Piskru v tradicionalni verziji, so bile potem tudi naslednji dan v inovativni. V bistvu in ja, potem še sama sem nabirala ta zelišča, ki so bile na vseh krožnikih. In potem je ta glavni krožnik bil prelit z omako še, zirove isto mako. Potem je bil še gobov cvrtek z dodatki in pa še v bistvu dejansko smrekovo nabodalce iz dejanske smreke z govedino, svinino in slanino, fermentiranim garomom gobim, pa še neke komponente. Ampak v bistvu pač, da se je pokazalo res zgodba pohorja, smreke, lokalnih produktov, v bistvu pač, da se je res cela zgodba zaokrožila s tradicijo, inovativnostjo, fine diningom. Človeku se kar cedijo sline, ko posluša te čudovite opise. Pija, kako pa je vam bilo sodelovati s takim odličnim šefom? Kaj vam pomeni recimo mentorstvo? Verjetno bi lahko mogoče šli sami tja, ampak kakšno vlogo ima recimo mentor pri vsem tem? Koliko vam pomeni? V bistvu že v pripravljalnem delu pomeni vloga mentorja zelo veliko, ker pač vseeno smo še mladi, lahko imamo dosti znanja, relativno dosti znanja za naša leta, ampak glavna je tista kilometrina, ki je pa pač mi pri 21 letih ne moremo imeti. In pač tu se mi zdi, da pač tudi znanje ni primerljivo z vrhunskimi šefi, da se mi zdi najbolj pomembno to, da v bistvu za kilometrino in tisto znanje vse naše dvome, ki jih imamo, nam pomagajo, svetujejo, pomagajo poiskati opcije, rešitve, kako bi bilo boljše, kako bi lahko še to. In v bistvu na koncu so oni tisti, ki dajo piko na i našemu znanju, krožniku, vodenju. Prav posebej pa se mi zdi, da so pomembni pri motivaciji, sploh ko pač v enem trenutku pač vedno so padci in vzponi. In se mi zdi, da takrat, ko pademo, je res fajn, da imamo zraven mentorje oziroma ljudi, ki nam stojijo ob strani, pač nam rečejo, predo je, tudi past moramo in da ti pomagajo potem se pobrati, vstati in iti dalje. In pač dejansko ti pomagajo postati boljši kuhar, kuharca, šef, šefinja in na koncu tudi boljši človek. Odlično. Čas nas počasi že priganja, ampak za konec še Pija, poleg tega argumenta, ki bi recimo, verjamem, da marsikoga prepričal, zakaj priti k vam, zakaj bi še mladim, ki se odločajo za vpise v šole, priporočili prav vašo šolo, zakaj je pri vas tako fajn? Pač prvo kot prvo je dokaj kratek študij, 2 leti, tako da pač imajo še potem dosti možnosti za naprej. Ni tako težka šola, res, ful se da prilagajati, ful se da vsega dogovarjati. Najbolj pomembno pa je, da v bistvu ti res da pač to prakso, ki jo, pač ker če priješ na našo šolo, pomeni, da te zanima ta poklic in ti res dajo vse temelje, ki jih ti rabiš potem, da pač prideš v svet, ostaneš v Sloveniji, pač kakorkoli odpreš svojo, ker pač naš naziv na koncu je organizator v gostinstvu in turizmu. To pomeni, da te oni pripeljajo tako daleč, da z nekaj manjšega znanja oziroma dela in kilometrino lahko potem ti čez nekaj let postaneš šef, organizator, vodja in tako naprej. To se mi zdi najbolj tako pomembno.
Odlično, pa zaključimo s tem. Najlepša hvala obema za obisk. Želim vam res veliko še uspešnih jedi in obilo zadovoljnih gostov in vse dobro pri vajni nadaljni poti. Hvala in nasvidenje. Hvala. Sedaj pa se nam je v studiu pridružila še Dora Ekart, ki je novembra 2025 prišla Švedske s prestižno zlato medaljo. Dora, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lepo pozdravljeni. Za kakšno tekmovanje je šlo na Švedskem in kako je potekalo tekmovanje? Torej, na Švedskem sem tekmovala v strateškem razmišljanju. Torej, sodelovalo je okoli 450 študentov. V moji kategoriji nas je bilo 21 sicer, ampak res gre za tekmovanje z ogromno kategorijami, kjer se torej pomerajo gostinsko-turistične šole, ki segajo v vrh evropskih šol. Torej, v mojem primeru sem na samem tekmovanju sodelovala še z 2 drugima študentoma, ki sem jih spoznala tam, ter potem na dotičnem primeru, ki sem ga tudi izvedela komaj tam, smo nekako storili rebranding model in ga predstavili sodnikom ter tudi seveda direktorju podjetja. Tako da ja. In na koncu je dejansko bil izplen tega zmagovalka evropske kategorije strategic thinkinga. Drži? Drži. Odlično. Se pravi, čeprav razumem, neke priprave so seveda bile možne doma, ampak marsikaj pa ste izvedeli šele na tekmovanju. Nam lahko mogoče malo več poveste o vsebini in se pravi, kako so izgledale zdaj te priprave in doma in tam? Torej, priprave doma so bile bolj široke, abstraktne, lahko rečemo. Pregledovala sem razne turistične trende, predvsem sem se osredotočala, kako bi izboljšala lahko mora biti trajnost, kibernetsko varnost, digitalizacija, torej vse neke aktualne teme, ki bi jih lahko na dotičen primer uporabila. Torej, na Švedskem pa smo imeli ogled hotela in to je bil tisti hotel, ki smo delali rebranding model. Tako v našem primeru je bil to starejši, nekoliko butični hotel, ki pa je želel privabiti nekoliko mlajše goste, tako da smo morali poznati tudi ciljne skupine ter potem, kaj hočemo doseči z tem rebrandingom, vzpostaviti vrednote, cilje ter v osnovi strateški plan. Vseh 21 v vaši kategoriji se je torej ukvarjalo s tem butičnim hotelom? Ja, res je. Kako pa je izgledal potem še tim, ki ste ga omenila, da ste sodelovala še z 2 drugima? Torej, dobila sem še Nizozemko ter Portugalca, s katerima sem torej v skupini oblikovala rebranding model. Prvo smo seveda preverili našo stopnjo angleščine, da vse štima in potem smo dejansko v naslednjih dneh skupaj študirali, snovali ideje ter oblikovali končno seminarsko nalogo. Tako da je tudi predvsem v tem aspektu je bilo tekmovanje zanimivo, ker nisi bil sam tisti, ki si oblikoval ideje, oziroma menim, da kot posameznik imaš ogromno nekih idej, ampak stopnička višje pa je to uskladiti z ostalimi člani ekipe in da dobimo ob koncu logično celoto. Če nam bi lahko razgrnili delček te logične celote, kaj ste strateškega domislili? Torej, v tem primeru smo dejansko starejši hotel preoblikovali v tak udoben hotel, primeren za mlade, kjer smo spodaj v kletnih prostorih njihovo imenovano knjižnico preoblikovali v prostor, kjer se mladi družijo čez dan. In kajti veliko imamo teh digitalnih nomadov in smo zato prostor oblikovali za njih. Ob večerih pa je postal prostor kot prostor za druženje, za degustacije, za družabne igre, ter da se spet nekako povežemo. Kajti glavna ideja tega je bila,
da je nekdaj ta hotel služil kot prostor, kjer so se meščani združevali, saj je bil mestni hotel in to smo nekako želeli spet obuditi z mlajšo populacijo. Zelo, zelo zanimivo. Kaj vam je bilo, ne vem, najtežjega pri vsem tem tekmovanju, pa kaj je bilo tisto najlepše? Najtežje bi rekla komuniciranje dejansko z preostalimi deli ekipe. Ker čeprav smo vsi takoče govorili angleško, si po tolikem času utrujen in besede švigajo, tako da smo na koncu se že malo sporazumevali za pantomimo in ja, bili smo zelo utrujeni, ampak vseeno pa je najlepši del tega bil, ko smo dejansko dobili skupinsko potrditev, da smo delali na pravi poti in da smo zelo dobro sodelovali kot tim in da sem spoznala čudovite ljudi. Pa bodo zdaj ta hotel, lastniki tega hotela dejansko, ne vem, uporabili vaše ideje, jih realizirali, kako je s tem? Namen je, ker nam je tudi direktor izpostavil problematike, ki jih imajo v hotelu, tako da z tem smo res želeli dati konkretne ideje, katere lahko dejansko uporabi. Tako da ja, jaz upam, da se bo to v prihodnosti uporabilo. Ste še v stiku z Portugalcem in Nizozemcem? Ja, preko družbenih omrežij, tako da ja. Super. Dora, niste samo dobitnica oziroma zmagovalka evropske kategorije, ampak ste prejela tudi priznanje Turistične zveze Slovenije in zlato značko za najboljšega mladega turističnega vodnika. Povejte nam še kaj o tem. Vodite v prostem času? Nekaj malega. Poskušam uskladevati več dejavnosti, ki me zanimajo, ampak ja tudi. V lanskem letu sem odvodila Kranj in prejela zlato značko med mladimi turističnimi vodniki v Sloveniji. Se pravi, prav za to konkretno vodenje v Kranja? Ja, vsako leto izberejo novo mesto, tisto leto je bil Kranj. Zanimivo je bilo tudi, ker sem bila takrat v Kranju drugič, ko sem ga odvodila. Tako da veliko je bilo dela doma, ter dejansko potem, ko si drugič stopil v mesto, ga odvoditi kot lokalec. Še kakšna češnjica na torti, ki vam je ostala od te predstavitve v Kranju? Kakšna zanimivost te gorenjske prestolnice? Veliko srečo sem imela, kajti v Kranju imajo ta glockenspiel, zvonik, ki oddaja zvon. Na Cerkvi Sveti Kancijan. Ja, res je. In sem imela veliko srečo, da ravno ko sem vodila ta odsek, je začela igrati Oda radosti in je malo popestrilo celotno vodenje. Ja. Zelo zanimivo. In kdo so bili ocenjevalci oziroma ti ljudje, ki ste jim odvodila turo? Bila je strokovna komisija iz Turistične zveze. Odlično. Vaš pogled v prihodnost, sedaj kot študentka na vaši šoli, kje si želite nadaljevati? Vidimo, da se ukvarjate z različnimi stvarmi, ampak kaj so tiste vaše sanje ali pa ideje, cilji za bližnjo prihodnost? Iskreno je zelo težko strniti vse ideje, ampak definitivno si želim delati nekaj kreativnega, da lahko doprinesem k lokalni skupnosti, k domačem kraju, ali je to Maribor, ali je to moj dotičen kraj, ter slediti nekim smernicam trajnosti, ter ustvarjati res kakovostne turistične produkte, ki bodo združevali ljudi in bomo obenem nekaj naredili za naš prostor. Odlično. Še na kratko, mladi, ki se odločajo za vpis v vašo šolo, kaj so tiste stvari, ki so vas prepričale in kaj bi v tem primeru rekli nekemu mlademu človeku? Definitivno konkretno podano znanje iz strani profesorjev, brez balasta ali česarkoli, res vse se dobro povezuje, teorija, praksa, ogromno terenskega dela, ter potem tudi praksa ter povezovanje z deležniki iz gospodarstva, da lahko dejansko izkusimo ta pravi svet, ter tudi spoznavamo s tem ljudi, ki nam v bodočnosti bodo morda prišli prav za kakršnokoli zaposlitev ali karkoli. Odlično.
Dora, najlepša hvala in res iskrene čestitke za vse vaše zares prestižne nagrade in pohvale. Drage gledalke in gledalci, žal smo na koncu današnje oddaje, v kateri smo izvedeli ogromno zanimivih stvari o Višji šoli za gostinstvo in turizem iz Maribora, dejansko spoznali zelo zanimive sogovornike in se lahko navduševali ob njihovih uspehih. Upam in verjamem, da mladi, morda še posebej tisti, ki se odločate za vpise, za morebitne šole z tega področja, ste danes dobili več kot dovolj koristnih in zanimivih informacij. Želimo vam vse dobro do naslednjič in upamo, da se zopet vidimo v prihodnji oddaji v svetu odraslih na BKTV. Do takrat pa vse dobro.